Pozdravljeni vsi. Danes smo večkrat slišali in sami vemo, da je Slovenija v krizi, da je naša družba v krizi in da seveda tudi sami nosimo posledice te krize. Naš pesnik Oton Zupančič je rekel, kako se obnašati v krizi. Velja tudi za nas, ne nazadnje tudi za našo stranko in za današnji dan. In pravi, kuj me, življenje kuj. Če sem steklo, se bom zdrobil. Če sem kremen, se bom iskril. Če sem jeklo, bom zvenel. Torej, za slabe čase, za težke čase imamo izbiro, kaj želimo biti, kako želimo odzvanjati. Težko je še karkoli veliko povedati o vsem, kar smo danes in večkrat slišali o gospodarstvu. Naš gospodarski program je bil danes velikokrat omenjen in smo ponosni, da smo pri njem tudi v gospodarskem klubu sodelovali. Odveč je naštevati, kakšne gospodarske kazalce imamo. Čutimo jih na svoji koži. Odveč je naštevati, kako smo zadolženi, koliko nezaposlenih, kako malo imamo naložb, kako dramatično drsimo iz leta v leto na lestvicah konkurenčnosti, kako nas dohitevajo države bivšega vzhodnega bloka. Moramo nekaj spremeniti. Čeprav smo že vsi prizadeti, se Slovenija vendar ne želi spremeniti. Bolezen zdravimo samo z aspirini. Že omenjena gospa Marija Luis-Deth, poslanka nemška, je po volitvah obiskala Slovenijo in mi je rekla, ugotovila sem, da Slovenija živi dvojno življenje. Ne ljubi resnice, se spreneveda, živi v laži in v svetu utvar. Torej, sprenevedamo se. Se spominjamo samo zadnjih predsedniških volitev za predsednika države, seveda. Vsi kandidati so dokazovali, kako malo premoženja imajo. Samo nekaj tisoč evrov, pol stanovanja, pol drugo desetletje star avto. Skratka, sprenevedanje. Vsi so imeli pa že več kot 50 let, toda bili so tako rekoč premoženja. V Sloveniji je lepo biti brez premoženja, kar pa seveda ni res. Lažemo sami sebi. Vsi ti ljudje so imeli pa tudi zelo dobro plačane službe. Torej, igramo na populizem, narobe svet. Ampak takšno je javno mnenje in mu sledimo. Ne želimo slišati za diagnozo, bojimo se sprememb. Preveč jih že želi živeti v inkubatorju samoupravnega socializma, v inkubatorju države, a ta je že izklopljen, ne deluje. V prejšnjem režimu so pohabili našo samozavest, odločnost, sposobnost tveganja, omogočili ustvarjalno voljo in tega se nismo osvobodili. Nismo postali odgovorni posamezniki, bolje nam je v čredi, v pastirju in želimo pastirja v obliki velikega vodja in vsemogočne države, ki naj skrbi za vse. A država, vemo, če nekomu daje, drugemu vzame. Ob tem seveda je pa še slab gospodar in neučinkovito deluje. Tisti, ki bi imeli in morali imeti vzvode moči, za spremembe jih nimajo, ali jih ne znajo, ali nočejo uporabiti. Morda je vse preveč tistih, ki jim to stanje žal ustreza, dokler dobivajo rente. Sem kar preskočil, da ne bom predolg. Kako nujno se ukvarjati z gospodarstvom čutimo vsak dan. A nekateri tako z desne kot leve nas kritizirajo, da se je treba ukvarjati s socialo. Da, seveda, vsekakor. Toda prej moramo nekaj ustvariti, da lahko podelimo. Treba je povečati kolač, ne pa se prepirati, kako in komu ga bomo razdelili. V svojem programu se zavzemamo za resnico, pravičnost, odgovornost in solidarnost. Pravice do dostojnega življenja, pravne zaščite in razumemo tiste, ki ne morejo domov prinesti potrebnega kruha. Očitajo nam smo obenem neoliberalni in marksisti, ker se zavzemamo za rast gospodarstva, za svoboden trg, pravno državo. Očitajo nam, da papež ne govori o socialni kapici, da je to neprimerno za krščansko stranko. To, da papež ne govori o tem, kako visok DDV je pravi, ali kakšni naj bodo drugi davki, koliko in kam investirati, kakšna naj bo monetarna ali fiskalna politika, kateri sektor investirati niti o inovacijah in raziskavah.
Govori o družbi, kjer nihče ne bi bil lačen, zapostavljen, ker bi vsak človek deležen dostojanstva in možnosti razvoja. A eno so načela, cilji, s katerimi se strinjamo, drugo so poti in pri tem je pomembno, da delujemo etično, zakonito in ne v nasprotju z moralo. V NSI smo pripravili gospodarski program, ki je postavljen na načelih sodobnih krščanskih demokracij v uspešnih državah Evrope, ki na svobodnem trgu v pravni državi zagotavlja enako možnosti vsem, spodbuja osebno odgovornost in pobudo, podjetništvo in solidarnost. Zavedamo se, da gospodarstvo, njegova uspešnost ni cilj sam zase, ampak je lepo, da dosežemo potrebne materialne dobrine za družbeno in osebno blaginjo. Tako pomembno kot imeti je tudi biti. In tu je mesto za nas, krščanske demokrate. Nasprotujejo nam. Toda nekdo je rekel, za vzlet je potreben nasprotni veter. Lahko vzletimo samo nasprotni vetru. Vzletimo torej. In še druga misel, ki jih danes zelo veliko citiramo. Hočejo nas pokopati, a ne vedo, da smo semena. Hvala lepa.